Takole, ne? Sami smo. Za vse smo sami. Za vse smo sami. Nobene spolne in siceršnje uravnoteženosti. Za vse sem sama. Aljaž, prosim, če se preveriš, če imaš backup. Joj, a imamo backup? Imaš backup? Backup je. Nataša, slišiš, kako vse tvoje stalnice mi obdelamo? Kje pa sploh je baba? Kam je šla? Šla je na Pirenejski polotok, menda. Mislim, kaj si dovolj, ne moreš verjeti. Kam gre ta svet? Jaz bom tu pametno tiho, ne? Ja, nič, gospoda, kako sta preživela zadnjih 14 dni? Jo. To so pa, mislim, tudi če ni Štefi, me presenetiš. Popatine, če ne ona, popatine. Ja. In potem kako ste preživeli poletje. Ja. Andraž je brez Excelov, no. Jaz sem direkt ven zdaj iz enega PowerPointa, tako da danes je Excel malo ob strani. Si iz PowerPointa skočil? Dobesedno. Ja, nič, pa jaz predlagam, da mi kar pritisnemo F5, pa tole diaprojekcijo zarolamo, ne? Pred nami je častna naloga. Najtežja funkcija v politiki biti predsednik Socialnih demokratov. Milan Kučan, Janez Zemljarič, Janez Stanovnik, Franc Šetinc. Pa povedala, da za vsako ceno in vedno vlade podpirala ne bo. Srečno Slovenija, če voli vzame. Sam ocenjujem, da je seveda najprej potrebno narediti domačo nalogo. Da smo na akademiji, kot da gre to za neke teoretske razprave. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Brez nervoze, gospa, brez nervoze, kar umirjeno. No, na tej točki svečano pozdravljam vse udeležene. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno, še posebej ne politike. Vaši gostitelji pa smo danes brez Nataše Briški, Metine Liste, ki jo lepo pozdravljamo. Hola, senjora. In pogrešamo. Seveda. Tako, skratka, privatnik Antiša Korljan, naše blondno veselje, tako rekoč poznavalec, skoraj in nečisto pravi doktor Andraž Zorko iz firme za preučevanje javnega mnenja Valikon. A sem prav povedal? Tudi lahko, mislim, prvič slišim, ampak v redu. Skratka, Andraž Zorko Valikon in pa moja malenkost Aljaž Pengov Bitenc, pengovski.com. To je LDGD, strah in trepet vseh tistih, ki se znajdete na bizarki in potem ne zmagate. To sem jaz, ne? Ja, za začetek vaju moram obvestiti, da je seveda Štefi, potem ko je vrgla bombo, zmagala v drugem krogu tekme za politbizarko, pobegnila, ne, da bi se izognila posledicam. Skratka, pismo rosno pokažite ga, drama z pismom Ursula von der Leyen Robertu Golobu, ki ga najprej ni bilo, pa je bilo, pa ni bilo, pa je bilo. Skratka, to je do 36% glasov. Je dobila krajšanje čakalnih dob na papirju, dvignem roko, 27%. Tuščina na Koprskih ulicah, Antiša, ta bila tvoja, ne? Tako je. Ja, 23%, tako da v bistvu smo tam. No in gospod Zorko, zmagal ste od odzadaj, priključitev in vrnitev, zadnje mesto, 14%. Torej, se piše pravilno priključitev ali vrnitev Primorske. Andraž, 14% si dobil in tako osvojil zadnje mesto. Pa jaz mislim, da je ta delež višji, kot predstavlja Primorska v celi Sloveniji, tako da sem ponosen na dosežek. Evo, celo nekaj Štajercev glasovalo zate. Prav, kaj imamo mi danes za dela? Treba je tukaj biti v imenu transparentnosti in jasnosti, o kateri bomo danes tudi govorili. Moram povedati, da sta gospoda takoj sesula moj predlog dnevnega reda. Tako da danes ne bomo govorili o zaslišanjih dveh novih ministrov in ne bomo odmevali na odstop Emilije Stojmenove Duh, ampak tudi o referendumu nam bomo govorili. Tako da, Andraž, kaj si potem zlobiral? Razno, točko razno. Točko razno si zlobiral. Prav, pod točko razno smo pa rekli, da bomo stisnili vse tiste, ki pravijo, da bojo, pa še niso. Anžeta Logarja, ki samo što nije, Karla Erjavca, ki se menda vrača z novo upokojensko stranko, Vlada Demovskega, ki je predsednik stare upokojenske stranke. Demonskega sem te zastopil zdaj. Ne, Demovskega, ja. Ne vem, kaj Metka v tem misli, ampak pustimo.
In pa seveda, kaj že je Marko Lotrič, predsednik državnega sveta, ki tudi upleta z neko podjetniško stranko, ne, in ker začnemo pri privatniku Antiša, a ima to sploh kakšen smisel, a je to samo neustrezna potrošnja kisika? Po mojem je to zelo veliko drobljenje potencijala, ki ga nek prostor, ki ga vsi omenjeni želijo nagovarjati. Tako da jaz se sprašujem, kakšen smisel ima to. Namreč vsi nagovarjajo oziroma grejo ven s podobnimi frazami, ne? Se pravi, pogovarjati se moramo, sodelovati moramo, za podjetne je treba narediti prostor, pa za upokojence je treba poskrbeti in tako naprej. To je bolj kot ne enak tekst, ki ga govorijo vsi in ki, ne, to je tudi pomembno, ne, ki ga poslušamo že zadnjih 15, mogoče blizu 20 let. Ne. Skratka, civilizirati slovensko politiko, presež delitve, tisto, čemur je Marjan Podobnik rekel, graditi mostove, se pravi mostogradnja, in vsi zagovarjajo enako, kako se bojo pa zmenili, če se bojo, ne, tega pa jaz ne vem. V bistvu jaz nisem dobil odgovora na vprašanje, ki ga samo sebi zastavljam, ne. A recimo, a se Lotrič pa Erjavec kaj menta ali se ne menta, tega jaz ne vem. Govorita podobne stvari, ampak ne. A smo jih našteli zdaj, koliko jih je vseh, ker jih je kar nekaj, ne? Najnega priljubljenega smo spustili, ne, ampak... To je Prebilič, ne? Ja, Nataša, Vlado Prebilič, evo. Jaz se moram malo popraviti, mislim, da Primorska vseeno ima točno tak delež, kot sem ga jaz dobil, tako da stala Primorska, politbizarka, opozorilo avtorja, v redu je. Skratka, kar se novih potencialnih in malo manj potencialnih strank tiče, imamo obstoječi Desus, ki ima zdaj novega predsednika v podobi nekdanjega, bivšega, ne vem koliko pomladi nazaj, ministra za delo Vlada Dimovskega, ki je bil včasih SD težko kategornik. In hkrati imamo kaj še na tem istem področju koga? Karla Erjavca? Karla Erjavca, Lotriča. Rupar, upokojenci, ki je že ustanovil stranko. On je mečken, ne toliko zelo mečken, bolj desno, ampak ja, ok. Dajmo narediti seznam, ne? Se pravi, ok, Dimovski, Desus, Erjavec. Neki. Rupar, ki je v bistvu astrotrv za Janšo, ampak prav, da ima stranko. Ba je že ustanovljena. Lotrič. Tako, Lotrič. Ki ima kaj? Kakšno stranko že? Nima še imena, koliko vem. Zelo se veliko govori o tem, ne? Anže Logar, platforma sodelovanja. Stalnica. Ja, se pravi, 1, 2, 3, 4, zdaj smo pri 5, pa nismo omenili še niti Slovenske ljudske stranke, ki je pa zadnjič imela prav grd obračun z posnetki Zoom sestanka, ki so zajadrali v javnost. In seveda ne smemo pozabiti omeniti Vladimirja Prebiliča. A smo ga danes že omenili? Samo enkrat. Koga? A Vladimirja? Ja, Prebiliča, ne vem, ali ga nismo, ne vem. Skratka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 strank, pri čemer je Vesna, ne, od Prebiliča, recimo temu zdaj parlamentarna, in je uspel veliki med, 6 strank, ki se bori za to, kar je ostalo po tistem, ko je Vesna dobila nezadovoljne in upojoče. Mislim, veš, koliko je Vesna od Prebiliča, to, koliko je SLS od Gregorčiča, ne? No, mislim, s to razliko, da je Prebilič za Vesni dejansko zrihtu, tisti sedež, ne? Gregorčič ga... Ni pa njen član. Ja, Gregorčič ga pa ni SLS-o, ne? In tudi ni njihov član, je pa hotel prevzeti stranko. Tako, no, ampak zdaj, evo, Andraž, vprašanje v bistvu zate. A je... Antiš je prej rekel, ne, da so to stvari, ki jih vedno znova poslušamo, in po en strani je vprašanje o tem, ali je naslavljanje, ne, 10 evrov v kozarček, čing. Antiša se je tako lepo trudil z nagovarjanjem. Tako, ne. Pohvaljen, tisti pa vse zajemno. Pengovski pa priteče, pa vse na tla pomeče, vidiš. Skratka, da je ta relativno majhen prostor v volilnem telesu, ne, da se ga nagovarja, naslavlja kakorkoli, ampak se to vedno znova dogaja. A je to morda ekvivalent ali pa vsaj analogija fenomenu novih obrazov, po tvoje, Andraž? A veš, vedno znova se nekaj dogaja, vedno znova se nekaj upa, da zdaj bo pa čist drugače. Mislim, tle je ene par takih specifičnih razlik, ne, glede na pretekla dogajanja oziroma pretekle pojave novih obrazov. Dvoje lahko opazimo iz preteklih 15 let novih obrazov. Prvo je to, da so se tipično pojavljale približno 4 mesece plus minus pred volitvami.
nikoli še tako zgodaj kot sedaj. Druga stvar je bila ta, da na vseh volitvah, še posebej pa na zadnjih, se mi zdi, smo tolkali rekorde v številu strank, ki so se potem na volitvah pojavljale. Mislim, da na zadnjih je bilo vse skupaj 26. Večinoma bi šlo, razen tiste ene in edine zmagovite, za neke dosti obskurne poskuse, med katerimi pravzaprav nihče, oziroma nobena od njih nikoli čisto res kaj šele uspela, niti prebila 1% za tiste prihodke z naslova proračuna. Ne. To, kar je zdaj tukaj novega, je to, da se to dogaja praktično leto in pol že pred volitvami, če pa upoštevamo Logarja, pa že 2 leti in pol. Skratka, gre za bistveno daljše obdobje do volitev. In to, da med temi 7 težko kakšnega krtkole z levo roko odpihnemo, pa rečemo, tale pa niti 1% ne bo videl. Ne? Ker tukaj imamo opravka z nekimi težko kategorniki, recimo Karl Erjavec, vemo, njegova dediščina je znana, on je lastnoročno uspeval z Desusom pobirati lep delež glasov, včasih tudi tak, da mu je bil verjetno tudi NSI zavisten. Potem gospod Dimovski, ki je bil minister, to tudi ni kar nekdo, ki bi se pojavil, ni odkuda, pa nihče ne bi nič vedel o njemu. Desus kot stranka tudi ni čisto nadomet, vendar le gre za neko znamko, ki je sicer trenutno popolnoma v ilegali, ali kako ne rečem, ampak ko pa rečeš Desus, pa se marsikdo takoj spomne na to, oziroma vsi vemo, zakaj gre. Prebilič, ki je dokazal na predsedniških volitvah in na evropskih, da ima potencial, da ima nek domet, ki ni zanemrljiv. In spet bom poudaril, v primerjavi z NSI-jimi 7% sploh ne zanemrljiv. Potem SLS z Gregorčičem ali brez. Gregorčičem smo videli, kam je prišel, ti si bil bolj, po mojem mnenju, rezultat Gregorčiča kot pa SLS-a. In kaj smo še rekli, Logar, ki pa ga ves čas že tako menjamo, in mene še vedno najbolj spominja na poskus Gregorja Viranta iz 2011. Skratka, imamo opravka z imeni in pa še Lotriča nisem omenil, ki tudi ni nek neznanec, za katerega večina volivcev ne bi vedela, kdo je, oziroma danes verjetno res ne, ampak ima neko kilometrino za sabo. Vse to meni se zdi, če smem zaključiti, se mi zdi, da imamo opravka z eno posledico teh 15 let, ali bo Janša, ali pa nekdo, tako, na desni je Janša, ali pa noben, na levi je pa kdorkoli, samo da ni Janša. In ta vrtiljak se vrti že od leta 2008 naprej. Posledice v družbi so znane, občutne, vidimo jih dobesedno na vsakem koraku, ali pa nekateri med njimi celo ne na vsakem koraku, ampak čakajoč v vrsti, recimo, referenca seveda na Slovensko Bistrico. Da ne govorimo o šolstvu in drugih podsistemih. Vse skupaj počasi malo razpada, stagnira, ekonomsko nas prehitevajo dežele, iz katerih smo se včasih mogoče celo malo ponorčevali, kako so nerazviti, pa so nekateri med njimi že nekaj let pred nami, nekatere nas as we speak prehitevajo. Skratka, vsi zelo dobro občutimo posledice tega brezvladja, bi mu jaz celo rekel, morda zadnjih 15 let, tega sam da je Janša ali pa samo da ni Janša dvoboja. In tu je očitno zelo veliko ljudi že v tem trenutku dobilo idejo, da zdaj pa je končno stopil trenutek, da se pa tukaj nekaj spremeni, tako jaz to vidim. Oziroma, ali pa, kar je pa verjetno slabše, gre za neko rezoniranje v smislu v redu. V tej državi se da zmagati na vsakih volitvah z malo sreče ali pa z malo podpore teh ali onih stricov oziroma medijev oziroma naključij, ki se zgodijo par mesecev pred volitvami, in da to prepoznava vedno več nekih kandidatov kot priložnost. Tako kot v filmu Vice, ko so bili vsi v tisti panic room, ali kako se jim uradno reče, v beli hiši v kleti, prestrašeni po napadu na VTC, kaj bo pa zdaj, pa reče narator, vsi razen enega so bili prestrašeni, ta en je bil podpredsednik, ki je pa v tem videl pač priložnost. In to me spominja to. Odlukal je na kraju svojega izlaganja, zdaj sem te kar malo povozil. Jaz sem lih zaključil. No, vidiš, Antiša. Preden vprašaš, Aljaž, jaz bi mogoče se za trenutek zadržal pri tem potencialu, ki ga Andraž vidi v težko kategornikih. Jaz bi opozoril na eno mehno podrobnost, temu se reče pleonazem. Podrobnost je po definiciji mehna. Tole bi rekel, da vsi ti težkokategorniki so bili težkokategorniki v trenutku, ko so bili naslonjeni na neko ozadje, ki jim ga je predstavljala
določena politična stranka. Mi v Sloveniji imamo primere, recimo en tak primer je nekdanji kočevski župan Janko Veber, ne, ki je bil težko kategornik v obdobju, ko je bil naslonjen na ozadje imenovano SD. Ko je šel Janko Veber na svoje, je s političnega prizorišča zginil. Ne. Tukaj pride v meni vsaj na misel, torej lahko parafraziramo, Bertolta Brehta, ki je rekel, kaj je rob banke proti ustanovitvi banke. Ne. Se pravi, bistveno lažje je delovati v nekem vzpostavljenem okolju, ki ti nudi tudi vso infrastrukturo. Ne. Majčkeno težje pa si lahko še tako politično spreten in tako naprej, je pa delovati od nule na, bi rekel, postaviti neko politično organizacijo z vsem, kar spada zraven, se pravi s terenom in tako naprej in tako naprej. O tem veliko bodo znali povedati in že omenjeni Gregor Virant in Gregor Golobič in Miro Cerar in Marjan Šarc in tako naprej in tako naprej. No, in Robert Golob ne nazadnje. Ne. Mislim, to, kar sem hotel reči s tem izrazom težko kategornik, ni to, da so to pa zdaj vsi po vrst kandidati z velikim potencialom, ki bodo en za drugim vstopili v parlament. Daleč od tega. Niso pa neznanci, niso pa analfabeti, niso amateri, niso, veš, neki res XY, ki se pojavijo potem na tisti listi, ki se podaljša za 20 strank. No ja. Vsak od njih, ima točno to, ta paralela z Weberem mi je zelo všeč, ima v izhodišču možnosti. Ne? In res lahko rečemo, Rjavec, Prebilič, Logar, to so težko kategorniki. Oni 3, ostali 4, mogoče malo manj, ampak na koncu dneva bo seveda vse odvisno od zaslombe. Torej, ali bo katera od infrastruktur interesnih skupin prepoznala v njih kandidata, s katerim lahko na volitvah pride vsaj čez 10 ali pa mogoče celo zmaga. To je pa druga. To je pa zelo konspiratorno razmišljanje, kolega, ne? Da so pač politične stranke zgolj orodje v rokah interesnih skupin. Ne? To je pa zelo tako. No, razen ene. Mislim, gotovo je to tudi faktor, ne? Ampak gre pa hkrati tudi obratno, kot smo lahko videli v teh pogajanjih v končni fazi. Ne? In z temi ali onimi sindikati in ne vem, če gre to samo eno smer. Ampak nekaj drugega. Prej se hodil Antišo vprašati, pa ker si v bistvu že ti napol načel, Andraž, to temo, ne? Da ne bodo seveda vsi prišli v parlament. Zdaj, če je to le teleprocent... Aljaž, še to moram nujno še dodati. Antišev priljubljeni lik, moram dodati v tole zgodbo. Primer Igorja Zorčiča. No, recimo tudi. Ja. Predsednik državnega zbora, tudi ne bi mu rekel težko kategornik, pač ni imel absolutno nobene zaslombe in sploh ni prišlo do ustanovitve stranke. Ampak glej, ali pa če hočeš, kaj je že bil Šoltes, ne? Tudi tipičen primer, človeka, ki je se pogledal v ogledalo in videl bodočega premierja. No, ampak on je uspel priti v Evropski parlament. Tiste je bila pa v bistvu njegova odločitev. V redu, ne, samo je imel ta, verjamem je bil. Ja, samo to je lahko tudi... Je imel zelo veliko podporo takrat, in je bilo kar nekaj razočaranih potem, ko je šel v Evropski parlament in se skazal, da bi to v bistvu njegov edini cilj. To je lahko tudi... Pa imamo potem še recimo primer Jelka Kacina, konkretno na Evropski parlament. Ali se mogoče ti bo pa uspel priti do besede. Težko danes. Hočem reči, da je to tudi lahko, bom rekel, opozorilna lekcija za vestno in danes še neimenovanega Vlada Prebiliča. Ampak glej, da se vrnemo nazaj k procentom. Na hitro sem jih potegnil skupaj. In če vržemo ven Ruparja, ki je pač več kot očitno tukaj samo poturica in Janšov človek v tej skupini novodošlih novih obrazov, to je še vedno vsak od njih računa, da bo prišel noter, je to kaj 20-25%, ki bi morali biti na voljo, ampak niso. Ne? Torej, v bistvu ponavljam Antiševo vprašanje iz začetka, ali ne gre tukaj za preveliko drobljenje in ali ne bi bilo bolj smotrno, da se Logar pa Lotrič povežeta, mogoče celo z NSI, ki je že sama hoče okupirati prostor propodjetniške stranke, o Dimovskem pa Rjavca pa sploh besed ne bi izgubilo, ker jaz se pač ne morem strinjati, da je Dimovski kakršenkoli težko kategornik, ker pač to, da sti ministri strankarske kvote še ne pomeni, da splayer. In drugo, Karel Rjavc ne pač v hipu, ko je njegov šarm rahlega zajebanta na slovenski politični sceni propadel,
je tudi on odletel, kot gumb pri gatah, dvakrat. Evo, Andraž, kaj zdaj kle, koliko je kle prostora v resnici? Veš, to je pa zdaj to ključno vprašanje. Ne? Vprašanje ne za milijon evrov, ampak za rečemo 30-35% na naslednjih državnozborskih volitvah. Ne? Ali je volilno telo sito tega vrtiljaka 15-letnega, ali bo Janša, ali pa noben z desne, ali pa kdorkoli sam, da ni Janša, in bo dejansko pokazalo prst ali pa kaj bolj vljudnega in Janši na desni in uveljavljenim strankam levo od sredine in poseglo po nekih teh novih kandidatih ali ne, ali se bo na koncu dneva vendarle zateklo k zanesljivim znanim izbiram. Na to vprašanje ti jaz danes absolutno ne znam odgovoriti. Prav, daj mi številko, se gibljamo od 4 do 40%, ali se gibljamo od 2 do 7 ali od 12 do 22? Vse ti pravim, na to vprašanje ti zdaj ne moram odgovoriti, ker je še ena velika neznanka tu je ta, kaj se bo zgodilo z Gibanjem Svoboda. Gibanje Svoboda trenutno drži pri sebi še vedno velik delež tistih volivcev, ki odločajo volitve. To so starejši volivci, to so večinoma upokojenci, baby boomeri, ki vsakič znova izvolijo nek nov obraz, ki potem po 4 letih neslavno propade. Gibanje ima danes na eni strani predvsem manj konkurence, kot so imeli prejšnji tovrstni primeri oziroma poskusi. In na drugi strani, če primerjamo njihovo podporo danes v istem obdobju, recimo v Cerarjeve vlade, so precej više, kot so bili ti. To je spet ena neznanka, kaj se bo zgodilo z gibanjem. Gibanje zaenkrat drži ta prostor. Ne? Če ga bo zadržalo, pol imaš tle zelo malo prostora, sploh levo od sredine. Ne? Če pa ne, pa spet se možno ne. Statistik v naših vrstah noče dati in sociolog v naših vrstah noče dati vsaj približno pametnega odgovora. Kakšna je pa tvoja? Pametnega odgovora. Ne bom v Google gledal, če sem analitik. Kakšna je moja predikcija? Takšna je tvoja predikcija, če privzamemo, da obstaja ta prostor in očitno ti ljudje, o katerih zdaj govorimo, ocenjujejo, da ta prostor obstaja, tako, čez prst po tvoje odokativno, koliko ga je? Ojoj, Matej, nehino. Dejno. Kje si mene najdel? No? Kje si njega najdel? Znani pristaš teorij zarote, znani pristaš gledanja v kuglo in zdaj mene sprašuješ o takih stvareh. Ne? Mislim, Aljaž, lahko ti odgovorim. Vse sem recimo za Logarja sem že odgovarjal. Za Logarja sem že večkrat rekel, da jaz tle vidim absoluten potencial 10% plus. Ne? Tle, že ves čas ponavljam, desna od sredine je prostor, ker so volivci, ki nočejo voliti levih strank, sploh pa ne več novih obrazov. V tem trendu, ki ga tudi spremljamo že nekaj let, Slovenija se počasi uravnotežuje. Balansira z lepo slovensko besedo. Balansira z lepo besedo, ja. Ne? A veš, iz tistega razmerja levo-desno, ne vem, 60-40 smo zdaj že nekje na 53-47, to se dogaja seveda s prihodom vedno mlajših volivcev na volišča. Namreč to razmerje levo-desno je izrazito pristransko oziroma enostransko, predvsem med najstarejšimi, ki pa, to pa tudi vemo, vztrajajo s pomočjo različnih pripomočkov na voliščih. Ne? In bolj kot se to telo uravnoveša v neko bolj enakomerno porazporeditev levo-desno, več je volivcev, ki bi volili desno od sredine, pa pač ne pristajajo na večnega Janšo kot izbiro, ali pa jih pač odbija krščanski, zelo poudarjen krščanski pedigre NSI-ja. In oni so brez izbire trenutno. In tam je, po moji oceni, vsaj 100,000 volivcev, ki čakajo slej ko prej na Logarja, ali pa mora biti Gregorčiča se bo pojavil, ki ga niti nismo omenjali, prej smo naštevali vse, ki je pa pokazal na evropskih. Je pokazal na evropskih, da ima potencial. Dubo je koliko? 7%. Ja, se pravi, ti praviš, da je cirka 10% placa desno od sredine. Jaz mislim, da ga je več, da je tudi več, da je tudi SDS-ova baza volilna bistveno bolj ranljiva, kot je bila. Ampak še enkrat bom poudaril, stvari grejo lahko tudi v popolnoma drugo smer. Jaz mislim, da je tukaj vendarle, kljub zdaj že prislovičnemu mencanju, Anžeta Logarja, jaz mislim, da je on tukaj ključen. Ampak on, kot vidimo, on vztrajno spregleduje slogan proizvajalca športne opreme, Nike, ki pravi, kako pravi, just do it. On čaka in jaz še zmeraj dopuščam, da je nek plan, ki utemeljuje in upravičuje to čakanje, ampak
Se pa bojim, da zdaj ta poplava, o kateri smo govorili na začetku, ne, se pravi, vsi imenovani težko in malo manj težko kategorniki, ki naskakujejo isti volilni bazen, ne, se mi zdi, da mu zmanjšuje manevrski prostor, da v trenutku, ko se bo on spomnil, da zdaj pa I'll do it, ne, da bo preveč rip v tistem noter bajerju. Ne. Ja. No, pa zdaj mu pa še Aljo Brglez, ne, k Pahorjevo desno roko in tudi organizacijsko silo za platformo sodelovanja jo zdaj neki vlačijo po sodiščih spet, ker je nekaj denarja dolžna državi. Ja, 8 milijonov, če se ne motim. Ne? Ja. Ne pa pozabiti, da ima Anže Logar lepo slovensko rečeno unfair advantage, ne, pred vsemi ostalimi, in to je ta, da je on poslanec. On ima ta manevrski prostor, da ustanovi samostojno poslansko skupino, da ustanovi stranko, ki lahko postane parlamentarna stranka brez volitev. Ta manevrski prostor ima. Ker pomeni, da bo imel bistveno boljše izhodišče na soočenjih. Mislim, v primerjavi s kakšnim Markom Lotričem. Pa gled, tako, da zaključimo to temo, ker je že ful dolg časa vlečemo. Moja ocena je, da je teh procentov med 4 in 7 potencialno za še eno stranko v parlamentu. To je ampak tako zelo optimistično. Gremo dalje, ne, če smo že... Joj, Aljaš, ne morem, da ne bi še nečesa. Ne morem. Ne. Veš, kaj je ključna stvar? Ključna stvar, ki jo nismo omenili. Mi smo zadnji 2 leti priča izraziti polarizaciji na političnem polju. Tega na ta način v teh krajih še nismo videli. Ne. In je zelo izrazito, zelo očitno na več nivojih in mi imamo danes popolnoma drugačno situacijo, kot je bila na vseh volitvah do zdaj. Ne, tle gre lahko stvar, to, ko sem rekel, either way, ne, lahko gre v radikalno polarizacijo, kjer se bo potem ta prostor za nove majhne absolutno zmanjšal, lahko se pa to pač podre. V tem primeru imamo pa bistveno več kot 7 do 10, kot si rekel, odstotkov na voljo na volišču. Ja, ampak po je tudi za vse ostale pa toliko manj. Ok, moving on. Druga tema, 20 let obstoja Komisije za preprečevanje korupcije imamo in Antiša, jaz vem, da je to tudi tvoja priljubljena tema. Jaz sem Natašo izvedel, ko ona kar takole malo si nekaj reče, ne? Pa je na tebi, da zanikaš ali pa potrdiš. Skratka, če povzamem, tako poskušam predsednika senata, doktorja Šumija povzeti, ne? Dobro smo delali, vendar bo treba še. Kakšno je po tvojem stanje, ne samo v odnosu do korupcije, se pravi razumevanje korupcije strani nacije in pa odnos do potencialno koruptivnih dejanj strani nosilcev javnih pooblastil? Ja, jaz mislim, da je bilo, in tudi o tem smo večkrat že govorili, jaz mislim, da je bilo kar nekaj truda v minulih letih vloženega v to, da se teža mnenja te komisije, ne, da se zmanjša. In jaz mislim, da ta komisija igra danes bistveno manjšo vlogo, kot jo je igrala morda ne nazadnje tudi ob ustanovitvi. Ne. Prej je bil vladni urad, če se ne motim, vladni urad za preprečevanje korupcije ali nekaj takega, vodil ga je Boštjan Penko, ne. Pa predtem še Drago Kos, ki je potem postal tudi prvi predsednik protikorupcijske komisije. Ne. Tako da usoda protikorupcijske komisije nekako pade v tisto zgodbo o počasnem razgrajevanju teže in vpliva posameznih nadzornih mehanizmov, ki jih ta družba na formalni ravni ima vzpostavljene, si pa tako, jo resno jemljemo te mehanizme takrat, kadar nam to paše. Kadar nam ne paše, potem zamahnemo z roko in rečemo, ok, se vemo, da je to politično motivirano in tako naprej. Kar je škoda, ker če se jaz prav spomnim, pa me dejta popraviti, prosim, če se motim, ampak da je Slovenija za nekaj minimalnih mest zdrsnila na tej neki lestvici Transparency International ali nekaj podobnega. A bo to držalo? Ma še kdo to v mislih? Oziroma v spominu? Ja, dejansko nam je šlo pač mišken slabš, pa niti ne toliko zato, ker bi se naše cifre toliko poslabšale, ampak zato, ker so šli drugi naprej. V tem pač mi stagniramo. To, kar je Andraž v bistvu prej govoril o nekem gospodarskem pa družbenem razvoju, mi tudi na področju preganjanja zaznave, kakorkoli se temu reče, korupcije, stagniramo,
medtem ko ostale države v regiji, ostale družbe okoli nas pa pač napredujejo, ne, se pač tega vedno bolj zavedajo. Tako da kle je ta problem. Veste, mislim, dokler bo zdaj že nekdanja ministrica za digitalno preobrazbo, se je zdelo smiselno dati navodilo ambasadi, naj poskrbi, da bodo predlog za pregon nekega v bistvu brezveznega prekrška na avstrijskih cestah poskrbeli, da se to umakne. Ne? Do takrat se mi ne moramo zares pogovarjati o tem, da mi delamo resne korake naprej v preganjanju korupcije ali pa da je ta problem bolj zaznan v tej državi. Zaradi tega, ker mislim, če si vozil prehiter, plači. Ne? Če si naročil, naj te vozijo prehiter, ali si šel pa prepozno na pot, ja, Bog pomagi, vsem se nam to včasih zgodi, kaj ne, Aljaž? Ja, res je. Ne? Andraž, a je korupcija zgolj priročna psovka, s katero rečemo, da je v tej državi vse v kurcu, ali je to zaznan problem in približno definiran v imaginariju naroda? Mislim, tukaj imamo upravka z eno komisijo, ki je, kako si rekel, 20 let prisotna, ne? Od katere bi zdaj verjetno težko na prste ene roke naštel kakšne konkretne posledice oziroma učinkovanja, ki je bila koristna v tem namenu, za česar ne bi bila ustanovljena. Se pravi, po 20 letih KPK-ja Slovenija še vedno kraljuje na lestvicah po zaznavanju korupcije v državi, po ocenah, koliko te korupcije v državi je. Tu se te fakti bruti niso nič spremenili, oziroma če so se mi zdi, so šli kvečemu na slabše. Okay, oprosti, tukaj bom pa jaz tebe kočil besedo, sam kot apropo tega, te percepcije korupcije. A je to je subjektivni kriterij? Ne? Seveda, dobro, to je tudi treba poudariti. Vse te meritve, ki jih delajo na ta način, ko ljudi sprašujejo, kaj oni mislijo, da so pa subjektivne percepcije. In so seveda podvržene tudi značilnostim tistih, ki odgovarjajo med evropskimi državami. Recimo, če spremljate kaj, če gledate, opazujete podatke iz no, pomagajte mi, groza, ne moram se spomniti, kaj že ta raziskava Eurobarometer, hvala, Eurostat sem hotel reči. Eurobarometer, tam se pogosto zazna, ne, da kakorkoli smo vsi enaki, pa vendarle smo tudi precej drugačni in določene nacije, določene probleme gledajo drugače, pa ob recimo isti stopni korupcije v državi to razumejo ali pa dojemajo in predvsem izražajo drugače kot kje drugje. Pač ta tukajšnja baza anketirancev, volivcev v tej deželi je zelo nagnjena k temu, da rada pretirava v ocenah, koliko je vse grozen, kar je pa pač po mojem tudi posledica prevladujočega narativa v medijih zadnjih 10, 15, 20 let, začenši s senzacionalizmom, ki se je začel že kar dolgo nazaj in je postal prevladujoč narativ, kjer je pač glavna tema so stvari, ki so narobe. Ves čas se govori samo o tem, kaj je vse narobe in se dostikrat tudi pretirava proti tem, kaj je vse narobe. In ni več poglobljenih pogledov, sploh ne, že prej ni bilo, zdaj je pa še manj v to, kako stvari res stojijo. Tako da tukaj absolutno gre tudi do neke mere za to specifično lastnost in pretiravanje v tem, ampak vseeno. Obstajajo tudi zelo, zelo jasne ocene nekih ne vem kakšnih institucij uradnih, ki ocenjujejo pač na podlagi različnih raziskav, kakšen je obseg v milijardah evrov korupcije v posamezni državi. Mislim, da je ocena za Slovenijo okrog 5 milijard, če se ne motim, upam, da se nisem zdaj kaj zelo narobe povedal. Tako da to, enkrat sem včasih poudaril, nekje se začne se pri kulju, pa pri toaletnem papirju, ki se je nosil domov že v socializmu, ko so se nosili domov. Jaz mislim, da enkrat javno priznal, da jaz sem šele ne vem, kje z časa fakultete ugotovil, da se pa kulje dejansko tudi kupne. V trgovini, da se to dejansko tudi prodaja, to ni nekaj, kar pride domov. V skopiranih učbenikih na službenem fotokopircu, ne? Pri teh malih stvarih se seveda začne, ki se niti ne zaznavajo kot take, konča se pa pri milijardah, ki jih ljudje niti ne zaznavajo več, jih ne znajo niti opredeliti, niti prijeti in pa gre lahko mrske skozi, pa smo pa raufn, ki jih v šoštanju in tako naprej. Jaz bi v obrambo, edina stvar, da ne bom pozabil. Bom pa jaz tole rekel, ne, Andraž, ti si rekel, da je vedno več senzacionalizma in da mediji poročajo o tem, kaj je narobe. Ja, v čem boš pa poročal? Kaj boš poročal, da recimo, če se naslonimo samo na
vrsto v Slovenski Bistrici. Kaj boš poročil? Danes so v Slovenski Bistrici vsi prišli v razumnem roku do zdravniške obravnave. Ne. Ja ne, seveda ne. Antiša, lepo te prosim. Poročal boš o tem, da se vrsta vije za Bežigradom ali pa zdaj v Slovenski Bistrici, ker ljudje ne morejo do zdravnika. Ker to, da ljudje pridejo do zdravnika, je nekaj normalnega. To, da ne padajo bombe kjerkoli že, ali pa da ne vržejo v luft kakšne železniške postaje, to je nekaj normalnega. Ko se zgodi karkoli od tega, potem se o tem poroča. Ja, a ne? In to ni senzacionalizem, ampak je to upravljanje osnovnega medijskega dela. Če ti prideš in rečeš Slovenski Bistrici la vrsta, o groza, o Sodoma, o Gomora, ne vem kaj, ne režiščeš pa ozadja, zakaj je ta vrsta, potem je to nič drugega, kot čist navaden senzacionalizem. A je bila vrsta? Bila je, a se je poročal, da je vrsta? Se je poročal. A se je kdorkoli vprašal, zakaj je vrsta? Tudi. A je kdo šel preveriti, kako so to organizirali, kdo je direktorca zavoda, kdo je župan na tej občini in tako naprej? Ni. To ni res. Sorry, župan ni. Je gostoval v Odmevih, je povedal svoje, na televiziji je direktorca zdravstvenega doma povedala, zakaj se to dogaja in kako se dogaja. Tako da jaz temu ne bi rekel senzacionalizem, bi rekel osnovno upravljanje dela medijev. Evo, zdaj bi moral se globoko ne strinjava. Ne? Tukaj z glasom Jureta Longike v dokumentarcu reči tako, sta se dva pripadnika svoje vrste spopadla za teritorij v tem podcastu. Anyway, ja. Ne, s to razliko, ne, da Antiša je novinar, ne. Jaz nisem. Ne. Ja, no, vsak je svoj teritorij klele brano. Sej Luška nas je bila, Luška. Nataša bo ponosna. Ne pozabimo, ker me je tako abruptno prekinil, kaj sem hotel povedati o KPK. Edina stvar, ki se jaz spomnim v teh 20 letih, da je imela večji odjek in odmev in sploh in je bilo Klemenčičevo poročilo, ki je obtožilo resnih rabot tako Jankoviča kot Janše in čemur so sledili protesti oziroma ustaja 2011. To je edina stvar, ki se je spomnim, pa še za tisto nisem povsem prepričan, ne, če ni šlo za to, kar si ti v štartu rekel, ne, a je ta organ bil ustanovljen z namenom, da bo dejansko preiskoval in reševal primere prijavljenih koruptivnih praks, ali je pač to orodje, ki ga politika porabi takrat, ko ga rabi. Ne, takrat je enemu škodovala bistveno bolj kot drugemu. Kaj drugega se pa jaz recimo tle ne spomnim, imam pa osebno izkušnjo, to pa moram priznati, ker sem se tudi jaz enkrat v imenu našega podjetja obrnil na to institucijo z tako eklatantnim primerom korupcije, da glava boli. Mi smo bili gladko zavrnjeni, da to pač ni relevantno. Ne vem, kaj že. Ta organ ne deluje, po mojem mnenju, tako, kot bi vsaj človek pričakoval zaradi naziva, da bi. Drugače moram jaz v obrambo KPK-ja, ne rečem, da je vse to, da nič od tega, kar si rekel, ta kritika, da niso validne, celo veljavne, ampak da so, tudi v tem podcastu smo imeli, mislim, da na sredini prejšnje sezone, da je pač KPK izrekala globe poslancem in občinskim funkcionarjem za neke neprijave premoženja ali nekaj, skratka, nekaj se da, ampak gotovo je dejstvo, da nimajo dovolj avtonomije, dovolj moči, sankcioniranja je verjetno velik faktor in seveda, zakaj bi ljudje, ki bi bili primarna tarča teh sankcij, dali to moč za to, da bi potem lahko sploh bili sankcionirani. Antiša, preden gremo, sam še tole, ali je to, kar si ti prej opisal, in lučke v Avstriji in končni fazi Litiska in laptopi in tiskarje Sanja Ajanović imela in da ne naštevamo vse nazaj. A gre v resnici tukaj za, z lepo slovensko besedo, poremečen odnos do države? Elaborirajte, kolega. Mislim, to pa... Skratka, a je problem bolj v tem, da tudi naši javni funkcionarji, ljudje nosilci javnih pooblastil, delajo s to državo, ki jim je zaupana v začasno vodenje, kot svinja z mehom. Ne zato, da bi jo predalo v čim boljši kondiciji, ampak da se jo pač čim bolj zmolze, zato da je tiste 4 do 8 let njim čim bolj ugodno. No, mislim, ko govorimo o odnosu do države, lahko govorimo o dveh nivojih. En je ta odnos, ki ga imamo državljani in kot sem že večkrat rekel, današnja srednja generacija in potem pozna srednja in starejša je bila nekako politično socializirana v odporu do države. Ne? Se pravi, odporu do
do funkcij, do sistemov države, državo je bilo treba nategniti, treba je bilo švercati in tako naprej in tako naprej. To je bilo nekaj povsem normalnega. Kar se pa politikov, in to se bo zdaj z leti seveda spremenilo, ne? Hvala Bogu. Kar se pa politikov tiče, bi pa jaz tukaj, mislim, jaz težko rečem, no, sem se pa spomnil, Aljaž, ko si spraševal, ne, sem se spomnil nekrologa, ki ga je Miha Kozinc objavil v Dnevniku, mislim, da ta ali pa konc minulega tedna, in sicer za Bruna Koreliča, dolgoletnega predsednika uprave Luke Koper, in tam Miha Kozinc noter opisuje, kako je prišel na eni točki, ko je leta, mislim, da 4 Janša prevzel oblast, da je znan obalni direktor prišel do Koreliča in je rekel, zdaj so pa naši na oblasti, ne, zdaj pa čas, da se umakneš, dosti si nakradli, zdaj smo pa na vrsti mi. Jaz se bojim, da, in potem je tudi povedal, ta sin bo dobil to, ta sin bo dobil to in tako naprej, ne, jaz bom pa to. In jaz se bojim, da se pa v tem smislu se pa ni prav veliko spremenilo. Jaz moram reči, da sem zmeraj znova razočaran, ker sem pač v svojem notranjem bistvu zelo naiven, ne, ker mi tudi vi kdaj rečete, ko vidim, da pravzaprav je priseganje na boj za skupno dobro ali pa delo za skupno dobro le orodje, s pomočjo katerega ti nekam prideš, ko pa ti tja nekam prideš, potem se začne pa druga zgodba in se začnejo rihtati pogodbe, pogodbice, svetovanja, prijateljem in tako naprej in tako naprej. To mi je pa tako vsakič znova veliko razočaranje in kaže na pišmeuhovski, ali kako bi temu rekel, odnos do države in zelo napačno razumevanje tega, zakaj ti pravzaprav tam si. Ne? In pol si pa enkrat užaljen, pa greš na svoje, pa v bistvu ugotoviš, koliko vagaš. Vagaš na tanko 0. Vaga tisto ozadje oziroma zaledje, na katerega si se ti prilepil, ti sam pa v bistvu relativno malo. Dobro, kot zaključna misel je lahko to kar v redu. Ura je že velik, ne vem, koliko točno bo polka, bom jaz to zmontiral, ampak recimo, da smo glih prebili 40 minuto. 43, zdajle končujemo. Tako. A smo zato, da gremo na politbizarke? Absolutno. Pa dajmo, no pa Andraž, kar izvoli, ker si se priglasil. Ja. 1. oktobra je v veljavo prišel nov sistem zaračunavanja omrežnin v elektrodistribuciji, ki je kot ponavadi povzročil velik vihar in spet se je zgodilo isto, kar smo že velikokrat videli. Ne, zadeva, ki je bila že zdavno najavljena, da se bo zgodila, je 1. oktobra odjeknila in so se vsi spet zgražali in negodovali in kritizirali in spet bom mogel Ante še omeniti seveda medije, ki so spet tle svojo šalčko pristavili. Ne. Pričemer, če se človek malo poglobi v zadevo, ugotovi, da ni tako zelo kompliciran, kot je videti, ker je v bistvu same, but different. Niti ni sploh, ne samo, da je kaj grozna, ampak je v bistvu za večino celo bolj korektno in fair, kot je bilo. Predvsem pa ne pozabiti namen tega, ne, ki je, da se bomo dejansko začeli malo drugače obnašati, ker kot vemo, vedenja ljudstva ne moreš spremeniti z oglasnimi kampanjami, jejte več rib ali pa ne vem kaj, ampak navade spremeniš lahko samo tako, da jih vsaj navidezno udariš po žepu, kar se je tu sicer zgodilo, čeprav se ne bo v resnici, pa še 2 leti ne bo nobenih sprememb, by the way, če zares, oziroma posledic. Zakaj bizarka? Zato, ker smo spet priča enemu primeru slabega komuniciranja, ki me je spomnilo na cepljenje med epidemijo. Klasičen problem, včeraj je na Twitterju nekdo eno lepo nitko objavil, žal se ne spomnim zdaj za glave, kdo je bil, bom pobrskal ta namen, pa bomo dodali noter, kjer je v 6-7 tweetkih lepo razložil situacijo za omrežnina po novem for dummies, iz katere in tudi hitro na hitro in zelo enostavno in upravičeno okrcal tako vir, se pravi elektrodistributerje, ki niso znali tega razložiti, kot bi morali, ne. Ki so očitno mislili, da bomo naredili eno tiskovko, pa bo vse jasno, ne, tako pač to ne gre. In na drugi strani medije, ki so spet skočili na to zadevo, kot in je koliko grozen in sploh in koliko so oni grozni in tako naprej. Skratka, nekaj, kar je v resnici dobro, koristno in dolgoročno, verjamem, da učinkovito so spet vsi po vrst fejlali skomunicirati, kako je bilo treba, in bizarno pri tem je, da se nam to še kar skozi dogaja.
In se nam bo verjetno še naprej. Spet so se zafukali. Antiša, tvoja bizarka. Moja bizarka je tisto, kar sem že omenil pred kratkim, oziroma pred recimo 10 minutami. To je, da leta 2024 ljudje v dolgi vrsti, Andraž, nehaj globoko vzdihvati, v dolgi vrsti okrog vogala čakajo na to, da dobijo osebnega zdravnika. Prvič leta 2024, drugič v obdobju vlade, ki je ureditev zdravstvenega sistema postavila za svojo ključno in najprioriteto, in tretjič v obdobju oziroma na podlago vseh vlad, ki so o zdravstvenem sistemu zelo veliko govorile, storile pa ne prav veliko. Spomniti tukaj namreč gre, da je Slovenija nastala na pogorišču ene države, kjer je bil zdravstveni sistem nekaj, da tako rečem, kar se je dobilo na bankomatu, skratka vsi smo imeli doktorja, zobarja in tako naprej, in vse je bilo v narekovajih zastonj, ne pa recimo na podlagi oziroma na pogorišču enega sistema, kakršen je ameriški, kjer se vse plačuje na trgu. Skratka, veliko od tega, čemur danes rečemo javno zdravstvo, je tukaj že bilo, veliko tega je še vedno tukaj, ampak to, da pa čakamo v vrsti, tukaj je pa en velik fail, če uporabim izraz, ki ga je prej Andraž uporabil. Gnevna sta me vidva oba, gnevna nad družbenimi pojavi. Vse prav. Moja bizarka je pa bolj konkretno politična. Vidva kle neki plahutata, z ročicami. Plahutaš ti v glavi. Skratka, ne vem, če sta zaznala, ampak leto dni bo tega, ker smo mi trije bili v podobni zasedbi, ko Štefi pač ni bilo, ker je bila, kdo ve, kje je bila takrat. V bistvu je tradicionalno nezanesljiva, ne? Tako, enkrat na leto je nezanesljiva. In tudi takrat se je dogajalo zapikovanje zastavic, ki je potem sledilo, degeneriralo v izlete predsednice republike, ne enkrat, ampak 3-krat z nekimi pojasnili, pa pojasnjevanje in tako dalje. Ampak tudi letos, tudi pretekli vikend, ponedeljek se mi zdi, je potekal protest, proti pravici do splava, za življenje, kakorkoli se mu pač reče. Spet so zatikali zastavice, ampak to ni bizarno, to pač je. Mislim, je bizarno, ampak to ni moja bizarka. Moja bizarka je stranka Levica, ki je dobesedno nekaj ur po tistem, ko smo mi objavili našo prejšnjo epizodo, šla ven z predlogom, ki je bil vezan na ta protest proti pravici do splava, in sicer je na občinske svete občin Koper, Maribor in Ljubljana naslovila več zahtev po, citiram, prepovedi shodov klerikalne desnice za prepoved pravice do splava. Tako, ljubčki v Levici. Jaz razumem, da to vas jezi. Se mene tudi jezijo take abotnosti in pervertirano razumevanje življenja in o tem, kdo lahko odloča o ženskih telesih. Ampak, če vi mislite, da boste z omejevanjem take osnovne človekove pravice, kot je pravica do zbiranja in izražanja mnenja, usmerili debato o splavu in o pravici do lastne telesne avtonomije v kakršnekoli progresivne smeri, v kakršnekoli konstruktivne smeri, potem mislim, wake up and smell the fucking coffee. Ker večje neumnosti, kot je bila tole, mislim, bi jo pa že skoraj težko naredili. To je tako fundamentalna stvar. Padli ste na izpitu iz, ne vem, kaj se temu reče, osnovnih državljanskih svoboščin v 7. razredu osnovne šole. Govoril sem, Hawk. A smo za zadnjih 30? Absolutno. Lahko ne začnem za vsak slučaj, ker mogoče bom zgasnil tik pred koncem obveznosti pa to. Priporočil bi nekaj, česar sicer ne morate več videti. Ni prvič in verjetno ne zadnjič. Se da pa še slišati, še posebej, če imate dober sound system doma, mogoče niti ne bo tako slabo. Namreč pretekli teden se je začel v Cankarjevem domu abonma, SMS se mu reče, same mogočne skladbe. 6 se skupaj predstav bo letos in sem bil tam, sem si ogledal to prvo iz serije z naslovom Prelomno, kjer smo slišali presunljivo
simfonično koreografsko pesnitev, kot je uraden naziv, za veliki orkester. Kot človek številk sem šel ta orkester seveda preštet in ne boste verjeli, tam na odru je bilo 100 plus minus 2, ker tu pa tam ti kakšne vide, ki šteješ skole. Član orkestra, ki so izvedli to simfonično pesnitev, Zvonimirja Cigliča, slovenskega avtorja, za katerega do takrat nisem slišal, ima pa zelo zanimivo in tudi presunljivo življenjsko zgodbo. Med drugim so ga zaprle vse možne oblasti, v katerih časih je živel. Vmes je bil pa le tak klasičen intermezzo s Šostakovičem, enim mladim slovenskim pianistom, zaključek je bil pa res vrhunc, Igor Stravinski, Pomladno obredje. Moj prijatelj, s katerim smo tam, je rekel, boš videl, tole je pa cel rock'n'roll, in ko se je končal, sem rekel, dragi moj, to ni rock'n'roll, to je heavy metal. Verjamem, da vsaj tisti, ki se vsaj malo spoznate, veste, o čem govorim, ko rečem Stravinski, pa Pomladno obredje, tisti, ki pa ne, lahko pa zadevo še vedno slišite, zelo verjetno v arhivu RTV, ki je zadevo v drugem poskusu v petek prenašal in tudi posnel, in tam lahko to poiščete. Se pravi, SMS koncerti v Cankarjevem domu, še 5 jih je. Ne vem, če nismo s prvim videli vrhuncega skupaj, kakorkoli. Če ne, si pa saj za nazaj poslušajte, res redno prisluha. Hvala lepa. Tako kot strokovnjak, dr. Zorko. Naše blondno veselje, izvolite, vaših 30 sekund. Jaz bom pa priporočil eno knjigo, ki jo v teh dneh prebiram in mi je zelo zanimiva in dragocena. To je knjiga nemške zgodovinarke Marie-Jeanine Kalik, oziroma Čalič, njen oče je bil hrvaški, mislim, oziroma bosanski zgodovinar. In sicer je naslov je Tito, večni partizan, se pravi, piše o življenjski in politični poti Josipa Broza Tita. O njem seveda obstaja v teh krajih neskončno veliko literature, vsak kako se reče, antikvariat ima tega obilico na voljo. Tisto, kar je pa tukaj posebej dragoceno, je pa to, da ga pač avtorica obravnava zelo nečustveno, da tako rečem. Skratka, stvari poimenuje tako, kot jih recimo zgodovinar z tega področja te ali one politične usmeritve ne bi poimenoval. Mi nehote moramo priznati, vsak od nas ima do Josipa Broza Tita nek tako ali drugače blago čustven odnos. Vsi smo bili vsi trije oziroma 4, tudi manjkajoča Nataša, vzgojeni v nekem odnosu do njega, ki smo ga ali ga pa nismo potem revidirali, ampak tisto, kar pa je tukaj zelo objektivna, zelo neupleteno pisanje o tem, kako je on prišel na čelo najprej Hrvaške, potem Jugoslovanske partije in tako naprej, da ne razlagam. Na dober način je napisano, podprto z dokumenti in zelo informativno. Marie-Jeanine Kalik, Tito, večni partizan. Toplo priporočam. Mladinska knjiga izdala. Hvala lepa. No, jaz bom pa mojih zadnjih 30 izkoristil za pravico do popravka. Po zadnji epizodi je do mene prišlo nekaj bolj ali manj dobronamernih popravkov. Pa gremo kar po vrsti. Moja teza o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti, ki naj bi bila v opreki z idejo o svobodni gospodarski pobudi, je na malenkost bolj trhlih temeljih, kot se mi je zdelo, zato ker je zdravstvena dejavnost, gospodarska dejavnost posebnega pomena in jo lahko država regulira po svoje. Tako da, evo, točka prva. Antiša igen pomeni da in ne. Kot sva midva mislila v prejšnji epizodi. Ja, to je una. V katerem jeziku že? Mađarskem. Ker mi smo enkrat tulili na blejski regati, ki je vikend časopis organiziral in smo s čolna preganjali v vikinški opremi vse ostale sodelujoče agencije. Kom igen, ampak to je bilo pa švedsko. Je pa pomenilo, gremo naprej ali nekaj tazga. Čist drugo. Evo, vidiš. In tretje. Komisija Jeana-Claude Junckerja je imela komisarja za širitev, samo da se mu ni tako rekel, ampak je bil komisar za soseščino. To je bil avstrijski komisar, ki mu je zdaj mi ušel iz glave, ampak je bil potem celo 3 mandate je bil v komisiji. Johannes Hahn. In je pa seveda res, da je Juncker
direktno priznal, da je širitvena politika, kot je bila do takrat zastavljena, bolj ni sproducirala želenih rezultatov. Tako da, evo, to je bilo mojih zadnjih 30 in s tem, če se strinjata, spoštovana sodelujoča, zaključim LDGD, epizodo 4. sezone 7. zaporedna številka je pa to 165. Wow. Tako da, wow. Hvala lepa vsem in vsakemu, ki ste bili z nami. Če vam je bila vsebina všeč, seveda prosim lepo delite, ocenite jo na Apple Podcast in vseh ostalih platformah, ki to omogočajo, in tudi vaših finančnih zalogajev in prilogajev bomo seveda veseli, ker vsaka kava, ki jo spijemo, nam omogoča, z vašim denarjem seveda, nam omogoča, da tole delamo še kakšno epizodo ali sezono dlje. Srečno! Pa zdravi ostanite. Ok, to bo to, ne?